Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom govorila, veste o čem? O otrocih. Ta vzgoja, vedno poslušamo o nekih, o nekih družinskih vezeh, takih in drugačnih. In po drugi strani, mi smo zdaj imeli maturantski ples za najmanjšo hčerko, najmlajšo. In vam povem, čisto prekipevam od same hvaležnosti. Tisti, ki me spremljate že leta, veste, kako v bistvu nekako ta moj odnos z mojimi 3 hčerkami se razvija. Vam pokažem še eno slikco nas. Čakajte, kako naj obrnem, da boste videli. V glavnem, to so moje 3 hčerke, pa jaz v glavnem. In zdaj imamo tudi skupno fotografijo še s tam mladimi. In tudi dobro izgledajo, pa tukaj še oče mojih otrok. No in na konec koncev oče mojih otrok. Veste, kakorkoli obračamo, otrok je 50% mame in 50% očeta. In to je dejstvo. In ob spočetju, ko nastane novo življenje, se dejansko zapiše na celični nivo vse, nekaj prinese duša s seboj. Hkrati se pa zapisujejo očetova čustva, programi, tudi pričakovanja in ravno tako mamina čustva, programi in pričakovanja. In seveda zdaj, kje se največkrat pri otrocih zatakne. Če eden od staršev pričakuje nasprotni spol otroka, kot se je rodil, recimo, da oče pričakuje fantka, sina, rodi se deklica. In vidim preko strank, s katerimi delam, kako težko mnoge sprejmejo to, da niso bile v osnovi sprejete to, kar so. No in to je v bistvu že prva zadeva, kar naši otroci nosijo v svojem zapisu, hkrati pa tudi mi potom svojih staršev nosimo enak zapis. In če niste bili sprejeti strani določenega starša, po spolu, to, kar vi ste, vi enostavno s tem staršem ste v odboju. Enostavno ne steče energija. Ker osnovna energija, takrat, ko se otrok rodi in v osnovi bi mogel oče biti tisti, ki ujame otroka. Ta energija se zapiše na otroka. In največkrat oče prereže popkovino. In če tukaj oče se ne strinja s spolom otroka, prihaja do odboja. In potem takoj ga mama dobi na prsa, ga podoji in seveda ravno tako. Mama, ki ne sprejme spola svojega otroka, ga bo zaznamovala za celo življenje. No, zato je tako pomembno, mene so sprašvali, ko sem bila noseča, veste, prvič je bilo tako. Prvi ultrazvok reče ginekologinja, fantka boste dobili. Drugi ultrazvok reče, punčko boste dobili. Ne me hecati. Lahko še kaj drugega. In sem se odločila, da pri mojih otrocih jaz ne želim vedeti spola otroka. In veste, tako ko so rekli, kaj pričakujem, pa ljudje so bili tako pametni, fantek, pa tako naprej, pa punčka. No, v vsakem primeru jaz sem rekla, jaz pričakujem dojenčka. In najbolj pomembno izmed vsega je, da je ta otročiček zdrav. No, in sem mama 3 zdravih hčera. In to je najbolj pomembno. No in naslednja stvar, kar je pomembna, je potem, ko smo dobili ta 3. otroka, mi je ena gospa enkrat rekla. Jo je rekla, ste pa zelo razočarani, ker ste dobili še eno deklico. Jaz to pogledam, halo gospa, jaz imam 3 zdrave otroke. In zanimivo je, da mi je to rekla ženska. Verjetno je to njena bolečina, ker mogoče ona ni bila sprejeta kot ženska, kot deklica in ima zdaj veliko težavo s tem, da sprejema deklice in avtomatično na višji nivo oziroma na prestol postavlja moške potomce, ker te so nekaj vredni. No in vemo, da v slovenski zavesti, kulturi je kar zanimivo glede tega, da sprejmeš spol svojega otroka, predvsem deklice. No, to je zdaj prva zadeva. No, jaz imam 3 zdrave, krasne punce, odrasle. In potem
sem se odločila, da bom ostala doma sploh pri ta drugi hčerki, da enostavno bom več časa posvetila materinstvu in sem začela delati od doma. Takrat sem začela delati svojo spletno stran in potem sem lepo imela, te moje otroke sem vlačila povsod. K strankam sem jih vlačila povsod. Enkrat se spomnim, to je bila ta srednja hčerka, ta mala je bila še čist mečkana in smo šle nabirati gobe, ampak gob ni bilo in smo nabrali celo košaro kamnov. In nesem od tiste kamne in ta mala hčerka ni zmogla hoditi in jo dam tako odzadi na hrbet, pa še odzadi nesem košaro in rečem, mami je Herkul. In reče, ta srednja hčerka rekla, ne mami, ti nisi Herkul, ti si angelček. Tako, mislim tako, ker enostavno te gane in to lahko doživiš samo, da si z otroci. Do česar sem prišla zdaj v tem, da so moje hčerke odrasle, najboljša investicija v mojem življenju je bila to, ali pa mogoče najboljša odločitev, da sem ostala doma z njimi. Da sem postavila družino na prvo mesto. Ker starša, ki sta cele dneve v službi in prideta zvečer zmozgana od teže dneva domov, one dva v pol ure ne moreta vzgojiti svoje otroke. Je nemogoče. Nekdo drug vzgaja njihove otroke in jaz sem se odločila leta nazaj, da bom jaz tista, ki bom vzgajala moje otroke. In ko sem že delala spletno stran, saj veste, pa doma je bilo na kuhinjski mizi je bilo vse. Otroci so sestavljali sestavljanke, žebljičke, barvali, pa jaz računalnik, pa spletno stran. V glavnem, in vem, da takrat je že hodila Pija v 1. razred, Anja je bila še vedno doma in mi reče, enkrat delam dopoldne na računalniku in se reka, Anja, zdaj pa tišina, zato ker je mami v službi. In ne vem, je igrce igrala ali karkoli, in za moje pojme, igranje igrc ni toliko neumna zadeva, kot mnogi starši mislijo, ker našim otrokom se razvija nek del možganov, ki ga imamo mi enostavno zakrnjelega. Tudi če mi danes igramo igrce, lahko samo Mario Kart, moji možgani drugače dojemajo vse tisto, kar se dogaja tam na ekranu, pri otrocih je to čisto nekaj normalnega. In mislim, da je prav, da se jim razvije tudi nek del možganov, ki je v naših možganih dejansko zakrnil. No, in v glavnem, če se vrnem na kuhinjsko mizo in pač delam jaz na internetu in je bil čas za kosilo in rečem, zdaj pa jaz grem kuhat kosilo, pa reče Anja, ta mala hčerka, naša maturantka, je rekla, mami, a si kaj slecna, ker lahko v službi kuhas? A prevedem. Mami, a si kaj srečna, ker lahko v službi kuhaš? In tako rečem, se res. Kako sem pa jaz srečen človek? Jaz lahko v službi kuham. Jaz delam od doma in dejansko skrbim za otroke. Kako sem pa jaz srečen človek? No in dobesedno ta sreča, ki sem jo dajala v družino, se absolutno obrestuje. No pa da ne bom zmerom šimfala mojega bivšega moža, moj bivši mož me je vedno podprl, ko se je šlo pri vzgoji otrok. In sicer, ko sem želela nekaj pri otrocih doseči, mogoče, če vas otroci preveč ne ubogajo, preberite knjigo Otroci so iz nebes. Ta je prva, ker cela knjiga piše o tem, kako otroka pripravi do tega, da naredi, kar ti hočeš, pač starš. In druga knjiga, ki jo toplo priporočam, je od Mladinske knjige, kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. In to je bila zame tudi tako za posel ena od boljših knjig, ker govori o tem, da recimo, če otrok pride domov, cel raztreščen iz šole in reče, učiteljica je smotana, vsi so, a govorim tako, kot otroci govorijo, fuknjeni, jaz se tega ne grem več, karkoli ti takrat rečeš, je napaka. In notri piše, ko otrok pride iz šole razburjen, ti opisuješ njegova čustva in rečeš, aha, vidim, da je za tabo naporen dan. Pika.
Se pravi, nisi komentiral, kdo je slab, kdo ni slab. Dejansko se odzoveš na otroka na ta način, kot opisuješ vreme. Aha, danes je sončno, danes dežuje, danes je megla. In to ne pomeni, da če pada dež, boš šel se kregati z Bogom, zakaj je poslal dež. Počakaš, da mine. Naravno tako pri otrocih. Počakaš, da mine. No, v prvi knjigi, Otroci so iz nebes, pa govori o sistemu pavze. No in ta sistem pavze, ta človek, ki je to pogruntal, je meni olajšal vzgojo. In sicer, če otrok ne želi sodelovati niti na prvo, niti na drugo, niti na tretjo prošnjo in potem na ta četrto, ko ti že popizdiš in ne smeš, dajte tiste pi noter vmes, v glavnem, preden pride do tega, da popi, takrat enostavno, se pravi, prva je prošnja, drugo je korenček, se pravi, če narediš to, boš dobil to. Ampak ta dobil ne bi bil povezan z nekim materialnim, ampak s tvojim časom, z neko ugodnostjo, z nečem. In tretje je ukaz, ta trenutek zahtevam, da narediš to. Četrti korak, še vedno ta ukaz ne pripelje do ničesar, je četrti korak, pa potem, če ta trenutek ne narediš tega, greš na pavzo. In če še vedno ne naredi, gre na pavzo za toliko minut, kolikor je otrok star. Res vam priporočam. In se pravi, je star 5 let, gre za 5 minut na pavzo. Zdaj pa kam ga daš na pavzo? Jaz sem prišla do zaključka, da se ne splača ga dati otroka na stol, ker ni nič, ker je še vedno obkrožen, da ga je treba izključiti. In ko otroka izključiš, takrat dejansko posluša. No in v glavnem, na začetku sem jih pošiljala v sobo, potem sem prišla do zaključka, da v sobi preveč zanimivih zadev, ki jih lahko počnejo moje hčerke, in sem začela koristiti WC. Tako da pomeni, da sem jaz tudi vrata držala, prižgana luč, da se razumemo, držala vrata in čakala na minute. In reakcija otroka je vedno enaka, najprej besni, potem, ko neha besneti, pride majčkeno tišine in potem začne jokati, in ko ga spustiš s pavze ven, gre na kolena in se pogovorita. Dajva se pogovoriti. Kaj misliš, da je bilo tukaj narobe? In vedno vsak pogovor zaključiš, ne pozabi, jaz te imam neskončno rada. Se pravi, to, da otroku poveš milijonkrat, da ga imaš rad, ne moreš mimo dati. Izkazovanje ljubezni je za moje pojme najbolj pomembno pri otroku, ker to je gnojilo za rast. In ja, zdaj, ko imam odrasle hčerke, res je to gnojilo za rast. Strani očeta bi dejansko hčerka mogla, da se vrnem na mojega bivšega moža, se pravi očeta mojih otrok, ko sem jaz želela nekaj doseči pri otrocih, je on vedno rekel: a si slišala, kaj je rekla mami? In to je pomagalo. Se pravi, ni, da je dal potuho, ampak a si slišala, kaj je rekla mami? Zadost. Se pravi, sem imela vseeno backup, mami nekaj rekla, ubogaj. No, v glavnem. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na tele moje 3 hčerke, pa na maturantke. V glavnem, čisto sem ponosna. Zdaj, če nekako tako vlečem nekako eno vzporednico, ko je šla ta mala hčerka Anja prvič v vrtec, 1. septembra, v kratkih rokavih, toplo je bilo, in prideva pred vrata vrtca in ona se ustavi, pa naredi: mami, a vohaš? Jaz, kaj pa? Reka: po snegu diši. 1. septembra po snegu diši. Tako, kje je to pobrala? 5 let je bila stara. Neverjetno. No, kakorkoli, prav pri ta mali hčerki sem imela poseben izziv, ker je pri 5 letih, pred vstopom v 1. razred,
dobila reakcijo na cepivo hepatitis B, nehala so ji jetra delati normalno, imela je bule po celem telesu, gnojne bule, bilo je hudo. Nehala je hoditi, bilo je hudo, ampak res hudo. In kot starš, ko občutiš popolno nemoč, ko enostavno ne veš, kako otroku pomagati, ko sva šli na pregled v Ljubljano, je zdravnica tako izpod očal pogledala in je rekla: mi uradna medicina ne moremo povezati stanja vašega otroka s cepivom. Halo, jaz sem pa blonda, kaj? Ne me imeti za norca. No, v glavnem, to je bilo zame sporočilo: vzemi zdravje svojega otroka v svoje roke. In ja, je bil kar zanimiv izziv z imunskim sistemom skozi vsa ta leta, ampak predvsem to, zdrava je. To je najbolj pomembno, zdrava je. Mogoče se vprašate, kako sem reševala zadeve, ker vemo, da jetra pa vnetje jeter, mi z omego 3 pač gasimo vnetje jeter, in ko sem ji začela dajati velike količine omega 3, kalcija za razstrupljanje in C vitamina, se je stanje jeter izboljšalo. Tako da, v glavnem, ja, pač ima sicer majčkeno obremenjena jetra in se hecava, da verjetno nosi iz preteklega življenja, da je v zadnjem življenju umrla zaradi ciroze jeter. In potem pač popusti v tem življenju najšibkejši člen. Ja, hitro je menilo teh 19 let. In vsakemu od vas staršev želim enako, da bi lahko rekel za svoje otroke: tako zelo, zelo sem ponosen. No, zdaj pa, če grem na druge otroke, pa mogoče na kakšne družinske vezi. Vedno vsak starš dobi tistega otroka, ki ga mora dobiti in ki je po tem dušnem dogovoru ta prav. Točno ta prav. Taki mora priti v družino, zato, da predelamo neke določene lekcije. No, jaz recimo zanjo sva šli pogledat, kaj imava za predelati. Ona v enem življenju je bila moj stražar in zaradi mojih nepravilnih odločitev in ko sem padla na lepe besede, je bila ona v življenje. In seveda je potem vsakič, ko sem rušila neko varnost, sva imeli posebne procese, da se so te stvari nekako zgladile. Recimo, če gledam ta srednjo hčerko s Pijo, ravno tako imam neke karmične vezi. V enem od življenj je bila ona moja, ne, moj sin je bila ona. In nimava pa nekega konflikta, ampak imava eno tako ljubečo energijo. No, in moja ta starejša hčerka, ravno tako, Sara, pa je bila večkrat moj otrok. In v enem od življenj sem bila sama z otroki, mi je umrla in seveda sem imela potem strah zapustiti nezdrav odnos, zaradi tega, da meni ne bo umrla moja ta starejša hčerka. To je bil moj program v moji podzavesti. In zanimivo, kdaj sem uspela reči: dovolj, zahtevam ločitev, ko je bila Sara stara 18 let. Se pravi, je bila polnoletna. In sem rekla: ok, ne bom mi več umrla, na podzavestni ravni. Potem eno drugo življenje, sem bila njena dojilja na Dunaju, je bila dobesedno princeska in ona se tako dobro počuti na vseh gradovih, zelo, zelo dobro. In zdaj, če pomislim, je bila Sara še kdaj moja? Aha, bila je še enkrat moj otrok, ko mi je dejansko otrok umrl. In zanimivo, da samo pri Sari sem imela grozen strah, da bo meni otrok umrl. Pač protko, meni strah, da mi bo otrok umrl. Samo z dušo moje Sare te stvari predelujem, ne spijo pa ne zanjo. Tako neverjetno. Tako da verjemite mi, točno ta prave otroke imate, ki vas mogoče učijo kakšno lekcijo, s katerimi predelujete mogoče kakšno karmično vez iz preteklosti, mogoče so vaši otroci, vaši angeli, ki vam pomagajo, da v tem življenju mogoče ne bi obupali. Tudi take primere imamo, sploh tisti otroci, ki se rodijo, tako mogoče majčkeno nenapovedani, se enostavno povabijo v družino. Tisti so ponavadi poslani z namenom, da pomagajo staršem čez hude lekcije ali pa ne, čez karmične lekcije, ki so jih oni kot duše izbrali v tem življenju, da jih bojo predelali.
Tako da, ja, z mišičnim testom lahko marsikaj pogruntate. Če ne veste točno, kaj predelujete, ja, povabljeni k meni na svetovanje in najdemo te ključne zadeve. Recimo, danes je bila ena gospa pri meni na svetovanju in ona ima karmično vez s svakinjo in svakom. In sva prišli do zaključka, da v enem drugem življenju je bila ona sirota in se je sirotišnica, v kateri je svakinja takrat delala kot guvernanta, in svak je bil lastnik te sirotišnice, so se prilastili njenega imetja. No, in v tem življenju seveda, ki se podajajo pri dediščini. No, takole, a grem še na kakšno pozitivno sporočilo, najprej Ošotove karte, pa potem še prehod v novo dobo, za vse vas, ki ste starši, ki kakšno stvar predelujete po liniji starševstva, kaj je ta trenutek pomembno za vas, da slišite, ozavestite, da veste. No, da vidimo 3 karte Ošotove. Življenje vedno najde pot. Bodite pogumni za sebe. Poglejte, tale karta je meni neverjetna, pogum je, da sledite svoji sreči. Vsak otrok si zasluži ljubečega starša. Vsak otrok si zasluži srečnega starša. In če veste nekje, da ne morete cveteti, da ni okolje za vas, da enostavno umirate, naredite korake zaradi otrok. In pomislite, ja, pa je dom, pa rušim dom, to sem jaz delala, ne, na koncu koncev rušila sem dom. Verjemite mi, da otrok bolj umira v okolju, ki je nabito s strupeno energijo, čeprav se ne kregate, mogoče pred otroki, kot pa, da enostavno zaključite, poskušate čim bolj spoštljivo govoriti o svojem partnerju, pač, se vemo, kako je težko, in da predvsem, ker je to oče vaših otrok, in da poskrbite za svojo srečo. Naslednja karta je prišla, umirite se. Zato, ker vaši otroci, če so raztreščeni, so odraz vas, vaše raztreščenosti, vašega notranjega stanja. In mogoče se ukvarjate z otroki, ker so taki in taki, mogoče bi bil čas, da umirite sebe. In povežite se z izvorom, z virom, stvarnikom, z virom energije. Ker ko se boste vi povezali kot starši z virom energije, vaši otroci to občutijo. No, še to sem prej hotela povedati, te žive celice se tako prenašajo na naše otroke. In jaz kot mama, ki delam na svoji rasti, na čiščenju svojih celičnih spominov, na čiščenju svoje bolečine, s tem pomagam tudi mojim otrokom, da ta celični spomin dejansko počistim. S tem pomagam njim. A veste, kolikokrat sem slišala, ko rečejo dame, jaz sem prestara, veš, jaz ne bom več delala na sebi. Če ne delaš za sebe, za svoje eterično telo, za svoje to svetlobno telo, naredite čiščenje, delajte čiščenje svojih podzavestnih programov za svoje otroke. Ker za svoje vnuke. Zato, ker vse to, kar vi naredite, se prenaša po družinskem deblu naprej, oziroma vse to, kar vi ne naredite, se prenaša na vaše otroke in na vaše vnuke. In zato je pametno delati čiščenje podzavesti. No, s čim? Zdravilna molitev dekodiranja. No in še 3 sporočila, karte prehodu na novo dobo, za vse vas, ki ste starši, ki občutite ljubezen, to materinsko ali pa očetovsko ljubezen. In zanimivo, prišla je karta tema. Kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene, prosim za zavedanje. In to vam bom prebrala tale 33. Karta 33 po numerologiji oziroma po angelskih številih. 33 je karta vnebovzetih mojstrov. In sicer recite, voda, prečisti me, ogenj, predajam ti svojo bolečino, zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo z izvorom.
Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. In druga karta je prišla, zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Čas je, da se napolnite z novo energijo miru, ker to boste prenašali naprej v svojo družino. Sprejemam zdravljenje. Moje telo se zdravi samo. Bolezen pomeni samo opozorilo, da sem izven ravnovesja. Kaj naj spremenim, kateri odnos mi povzroča kronični stres? Bolezen je blagoslov, je klic k spremembi. Moje zdrave celice so vedno bolj močne, naj se zdravljenje začne zdaj. In ta tretja karta je prišla, želja. V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničujem svoje želje. Kaj je vaša želja? Ja, jasno morate povedati, kaj si želite. Zadnjič je bila ena gospa na svetovanju, ki je rekla, saj res, kaj si jaz sploh želim? In jaz začnem razlagati, kaj vse si jaz želim še. Kaj vse želim še narediti. Rekla, zanimivo, jaz si pa, kot da si ne bi smela nič želeti. No, tudi če še nimam tega, kar si želim, vem, da mi pripada. Lahko se veselim tega, kar me še čaka. Če zmorem ustvariti željo, jo je moč tudi uresničiti. Kam gre tok mojih misli? V to, česar ne želim, ali v to, kar si želim in še ni tu? Zavedam se svojih hrepenenj. Vem, kaj si želim in dovoljujem, da to pride v moje življenje z božansko hitrostjo. In prav to, dovolite, da pridejo v vaše življenje stvari, ki si jih želite, povejte stvarstvu, kaj si želite, in potem počakajte, da pride, tako kot ko na internetu date naročilo in veste, da bo naročilo prišlo. In enostavno počakate. Verjamemo to, da imamo svojo mislijo tako neverjeten vpliv na vse, predvsem pa na svoje otroke, ker naši otroci so dejansko proizvod naših celic, ki se ena celica, od mame, pa ena od očeta, se delijo in na to nastanejo te krasni naši otroci. In dejansko nastanejo takele krasne punce. A veste, kaj sem zdaj brala od Yoganande? Nekaj v glavnem njegova sporočila in piše, to je v bistvu indijski guru, in piše o tem, kako privabiti kvalitetno dušo v svoj odnos, se pravi tudi med spočetjem in tako naprej. Ampak sama sem prišla do zaključka, da točno taka dušica pride k tebi, ki je ta prava, ki se more utelesiti v tvojo družino, zaradi tega, da bo imela ta pravo gnojilo za njeno rast in da bo lahko prečistila, če ima še kaj karme za prečistiti, in da bo lahko svetu dodala svoj potencial, oziroma če ima tukaj kakšno zavoro, da bo lahko zrasla v tisto, kar je po božanskem načrtu najbolje zanjo. Tako da res sem prepričana, da si duše izbirajo svojo družino točno po tem, kaj bojo lahko naredile oziroma kaj bojo lahko prečistile. Tako da, ja, predvsem bodite ponosni na svoje otroke. Tisočkrat jim povejte, da jih imate radi, da ste ponosni na njih in res bodite velikodušni z vsem dobrim. Ne vem, če ste brali knjigo Well done, se pravi plus pohval, ki govori o tem, kako trenirajo kite ubijalce. In notri govori o tem, ta, ki trenira te kite ubijalce, da trenerji čakajo, kje bojo lahko zalotili tega kita pri nečem, kar je naredil dobro. In piše naprej, da bi tako mi starši morali
biti pozorni na svojega otroka, da ga zasačimo, ki naredi nekaj dobrega in ga dejansko, se opravičujem, takrat pohvalimo pri tem. Jo, glih pri tejle ta mali hčerki je bila še čist mečkena in mi smo v sobotah pospravljali stanovanje in je ona mogla brisati prah. In vem, da je protestirala, da pač njenemu bratrancu ni treba brisati prah. In sem rekla, Anja, a lahko držiš cunjo v roki? Je rekla, ja, no, potem lahko tudi brišeš. In potem se spomnim, ko je bila stara par let, pa tudi ta srednja hčerka, v glavnem vsi tri kuhajo, je bilo tako, da sem dala pručke poleg štedilnika in sem rekla, lej, če si dovolj velika, da vidiš čez rob štedilnika, lahko tudi mešaš. In dejansko sem jim dovolila, da so kuhale. Ko so bile že čist mečkane, so že mešale. In joj, če bi bilo še enkrat, bi delala še enkrat isto. Prav tako. In edina stvar, kar bi mogoče drugače naredila, kar bi sigurno drugače naredila, pri starejši hčerki sem šla prezgodaj delati. To je edina stvar, pri starejši hčerki bi ostala doma 2 leti, 3, ne bi šla takoj delati po parih mesecih in to je, v bistvu nisem na nikogar jezna, pa rečemo, da je vsaka stvar prav, ampak to bi pa sigurno drugače naredila. Tako da vsako minuto, ki jo vložite v svoje otroke, verjemite mi, da se bo bogato, bogato obrestovala. To je najboljša investicija v vašem življenju. Tako da uživajte, danes je bila moja izpoved, niti ne vem, če sem kaj pametnega povedala, ampak ja, tako ko se neki listi v življenju obračajo, je lepo, če človek lahko nazaj pogleda s hvaležnostjo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ne pozabite danes povedati svoji družini, da jih imate radi.